Kot veste, je danes potekal na Ministrstvu za javno upravo pogovor oziroma usklajevanje glede povprečnine za naslednje 2 leti. Tako da najprej vabim ministra za finance, gospoda Bertonclja, da pove uvodoma, kaj se je dogajalo, in potem še ministra za javno upravo in vse te neke občinskih družb. Hvala lepa, dober dan. No, na Ministrstvu za upravo sva se danes z ministrom srečala z predstavniki vseh 3 občinskih združenj. Glavna tema razgovorov je povprečnina za leto 2020 in leto 2021. Kot veste, bo vlada v četrtek vlagala bo obravnavala na vladi proračun za leto 2021 in v okviru tega seveda tudi zakon o izvrševanju proračuna za te 2 leti, v okviru katerega opredeljujemo povprečnino. Ministrstvo za finance je predhodno že naredilo izračun povprečnih stroškov zakonskih obveznosti za občine, to je 4-letni izračun, kjer znaša povprečnina za leto 2020 589,11 evra in za leto 2021 588,30 evra. Na osnovi metodologije, ki jo uporabljamo, torej trenutne metodologije, je to seveda tudi tisti izračunani znesek, ki je hkrati najvišji znesek, in tega smo danes tudi dali v obravnavo, in katerem smo se pogovarjali s predstavniki občinskih združenj. Tako da v tem delu mene veseli, da po letih, kjer je bila tudi dohodnina pravzaprav določena strani ministrov vedno nižja od izračunane številke, tudi lanska številka je bila nekaj nižja od samega izračuna, pa letos smo lahko ponudili dejansko izračunano vrednost v obsegu, kot sem jo navedel. Torej, v tem delu smo se z vsemi predstavniki danes zelo konstruktivno in seveda tudi korektno pogovarjali. Ne vem, če smo se na koncu čisto potem tudi zedinili okrog tega. Lahko samo napovem, da bo Ministrstvo za finance v okviru pripravljenega ZIPRS-a, zakona o izvrševanju proračuna za ti 2 leti, upoštevalo ti 2 številki. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Kljub temu, da gre za povprečnino za leto 2020, ki bo po vrednosti daleč najvišja doslej, pa predstavniki združenj nismo dosegli dogovora na način, da bi to tudi na nek simboličen način podpisali. Ne glede na to je dialog bil dober. Mi razumemo vse, kar na občinskih strani utemeljujejo kot potrebo po precej višji povprečnini. Tudi tam okrog 630 evrov, toliko so pač na občinskih straneh, kot trdijo, izračunani stroški, vendar je bil minister za finance pri tem jasen takšen okvir proračuna za leto 2020 je, da povprečnina pač ne more biti v okviru tega fiskalnega pravila in vseh drugih zamejitev višja od izračunane. Meni je žal, da do tega dogovora na ta način ni prišlo. Tudi mi je žal, da seveda ne moremo, pa čeprav vemo in razumemo, da je cel kup občinskih nalog, zaradi katerih bodo imele občine v prihodnje tudi težave pri financiranju. Res pa je po drugi strani, glejte, da je zadnjih 9 let situacija bila taka, da so občine izgubljale v tistem obdobju po cele proračune in da vsega tega ni mogoče nadoknaditi zdaj v letu ali 2.
Ne glede na to, da na simbolni ravni tega dogovora ne bomo podpisali, vsaj tako kaže, pa je naša zaveza enaka, kot je bila doslej. Ministrstvo za javno upravo bo skupaj s celotno vladno ekipo, v kateri so sicer tudi predstavniki vseh občinskih združenj, nadaljevalo prizadevanja za zmanjšanje stroškov. Še mnogo področji nas čaka, ki jih je treba prevetriti, in to bomo mi počeli dalje, ne glede na to, kakšen je epilog dogovarjanja o povprečnini. Prav tako smo se že pred časom dogovorili, in k temu bomo resno in bomo še v nadaljevanju pristopili, da se tudi te formule oziroma metodologija za izračun povprečnine spremenijo, ker enostavno kažejo na neke anomalije, in tu bomo seveda skupaj z občinami nadaljevali ta proces in tudi do teh formul prišli na način, kakršnega bi si seveda želel. Na način, da bodo te izračunane povprečnine dovolj visoke, da ne bo treba več sedeti pa barantati, čeprav jaz moram reči, da letos en napredek je pa vendarle bil. Nismo sedeli, nismo barantali. Minister za finance je pač povedal, kakšen okvir je, kakšna je izračunana povprečnina, in nič potem nismo tega zniževali, pa se potem spet približevali in rekel po domače barantali. Nismo, tako je pač bilo, in jaz seveda moja velika želja je, in k temu bomo stremeli tudi skupaj z občinami, da do tega resnično pride na način, da bomo nekoč ostali od mize in rekli, da je to, da je povprečnina tolikšna, da zadovoljuje potrebe občin. In ne pozabimo, ko govorimo o prioritetah v tej državi, seveda občine morajo biti ena izmed prioritet, financiranje občin mora biti eno izmed prioritet, ker ne pozabimo, vsi smo občine, vsi se vračamo domov, vsi se vračamo v svoje občine in naslednji dan hočemo imeti urejene komunalne storitve, hočemo čisto pitno vodo, hočemo, da otroci hodijo v vrtec in tako dalje. Torej, hočemo dober standard, takšen standard nam lahko zagotovijo seveda samo občine in dobro financiranje. In naše stremljenje v nadaljevanju seveda bo, da pridemo do tega, da bodo občine nekoč financirane na način, da tega razkoraka med stroški in povprečnino ne bo. Zdaj, v letu 2020 je pač situacija takšna in proračunski okviri takšni, da tega nismo uspeli doseči, pa čeprav, ponavljam, gre za daleč najvišjo povprečnino v samostojni Sloveniji. Hvala, minister. Sedaj pa vabim k besedi še predsednika Skupnosti občin Slovenije, dr. Aleksandra Nemška. Hvala lepa, pozdrav tudi v imenu mene, predsedujočega Skupnosti občin Slovenije. Lahko potrdim, da je dialog z obema ministroma potekal korektno, vsebinsko zelo pestro, pa ne samo današnji sestanek, tudi sicer predhodni sestanki na Ministrstvu za javno upravo so bili vsebinsko zelo koristni. Danes smo se veliko pogovarjali o tem, kdo ima kakšne težave. Vsi smo se razumeli, mi razumemo ministra za finance in ne bi rad bil v njegovi koži, ko se stavlja proračun. Ministra razumete nas, nismo se pa sporazumeli, da bi prišli tako daleč, da bi podpisali sporazum. To pa ne pomeni, da gremo narazen, da smo se skregali, po domače povedano, ampak smo se dogovorili, da bi bilo dobro, da se dialog nadaljuje, da v prihodnosti naprej sedimo skupaj za mizo in se pogovarjamo o znižanju stroškov občin, o odpravi birokratskih ovir, ki pomenijo za občine tudi velike stroške, in o tem, kako bomo za formulo za izračun povprečnine uspeli doseči to, da bodo občine od države dobile toliko denarja, kolikor nalog morajo zaradi tega, ker jim to država naložiti, tudi izvrševati.
Namreč danes je 66 občin v Sloveniji, ki iz lastnih proračunov, iz lastnih virov krpajo tisto razliko, to pa pomeni manj investicij, manjša možnost sofinanciranja evropskih projektov in drugih negativnih učinkov, ki jih tako posredno občani čutijo potem tudi na neposredno vsakodnevnem življenju. Torej, ocenjujem, da je dialog dobro zastavljen in se mi zdi, da bomo v prihodnosti vsi še sedeli skupaj, težili istemu cilju, da se povprečnina izračuna na koncu in tudi plača, tako kot občine pričakujemo. Hvala. Hvala. Sedaj pa vabim še besede predsednika Združenja občin Slovenije, gospoda Zmadelja. Izvolite. Lep dober dan želim tudi v imenu združenja. Bilo je dosti debate, v osnovi je bilo že precej povedano, ampak nekako nismo enotni pri številkah izračunov predvidenih dodatnih stroškov za leto 2020, tako da z naše strani je bil poziv, da za naslednje leto, za pripravo proračuna, da se v pravem času usedemo in da vendarle vidimo, ali lahko vsaj pri izračunih pridemo skupaj, kar se tiče pa samih številk, pa pač tudi naša skupna naloga, da jih potencialno uskladimo. Meni je žal, da ne pridemo tukaj do dogovora, čeprav mislim, da vendarle vsa napor, ki je bil narejen, predvsem pri znižanju, pri poizkusu zniževanja stroškov občinam in tudi odprave birokratskih ovir, predvsem pri tako imenovanem uporabi 21. člena za sofinanciranje investicij, da je bil narejen velik napor in tukaj je še zagotovo velika priložnost. Naše vztrajanje je tudi na temu, da se že pri zdajšnji spremembi zakona o financiranju občin tudi poenostavi sistem za sofinanciranje investicij, ker ogromno energije in časa in denarja izgubljamo pri samih postopkih. Računam pa, da za naslednji proračun vendarle poskušamo najti skupen jezik in pokriti večji delež stroškov, kot jih bomo za leto 2020. Najlepša hvala. Sedaj predajam še besedo predsedniku Združenja mestnih občin, gospodu Macedonu. Izvolite. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu Združenja mestnih občin. Današnji dialog je predvsem potekal v tem, da smo se skušali poslušati, razumeti, kje so tista dejanska odstopanja, ki seveda formula, ki naredi neko povprečje zadnjih 4 let, potem nekako nesorazmerno popači. Namreč mi se vsi strinjamo o tem, koliko so dejanski stroški občin ta trenutek. Tukaj je tudi izračun ministrstva za lansko leto 631 evrov. Ocena verjetno ni daleč od tega, da bo vsaj 660 evrov v letu 2020. In seveda govorimo o tem, da to, kar je danes predlagano za vladne strani, pomeni realno poslabšanje situacije občin v višini 25 milijonov z tem predlogom, ki bo podan s tem proračunom oziroma zakonom o izvrševanju proračuna. Mi smo seveda zelo opozorili tudi na en bistven okvir. Mi vemo, da v tej državi glavnino davkov zberemo centralno, torej verjetno več kot 90% davčnih virov, in ta denar se potem deli naprej. V zakonu zelo jasno piše, da je 54% zbrane dohodnine prihodek lokalne samouprave in ravno teh 100 milijonov manj, kot jih ta predlog prinaša, do teh 54% dohodnine, je tisto, kolikor manjka do dejansko zračunanih stroškov občin v letu 2020.